Naj zgodi se Božja volja. Kaj sploh to pomeni? Zakaj ne moja volja oziroma naša lastna volja, ampak zakaj se mora zgoditi Božja volja? Naša lastna volja oziroma moja volja je kot kapljica v oceanu. Božja volja, po drugi strani, pa je celoten ocean. Tako da že tukaj lahko vidimo razliko. Da če izhajamo iz lastne volje, iz lastnih potreb, iz našega lastnega, omejenega, dejansko omejenega zaznavanja sveta, bomo tudi posledično imeli omejeno voljo. Torej, bo vse skupaj omejeno delovalo ali pa mogoče celo ne delovalo. Po drugi strani, če pa izhajamo iz Božjega, torej iz celega oceana, bo tudi ta volja celostna, ker bo zavzemala celoto. Še drug primer, lahko pogledamo na vse skupaj kot na svoj nižji jaz in višji jaz. Naša osebnost predstavlja nižji jaz, torej tisto pikico, tisto kapljico v oceanu. Naš višji jaz pa predstavlja to božansko voljo, torej celoten ocean. Torej še enkrat, naša volja je omejena volja, omejeno vidi, omejeno vidimo, omejeno zaznavamo in zato sledi, da tudi omejeno lahko delujemo, ker ne vidimo in nismo zmožni videti vsega in zaznavati seveda, ne. Če pa pogledamo na Božjo voljo, Božja volja zavzema celo sliko, cel ocean. Zdaj pa, če se vprašamo, od koga ta volja, Božja volja, od Boga, kdo je Bog? Ja, to bomo pa težko opisali, ne? Dajmo reči, da je to nekaj, kar se ne da opisati in je sam Bog, ko smo že velikokrat slišali, vidi vse, sliši vse, zazna vse in ve vnaprej in nazaj in vse hkrati. Ampak tudi ta razlaga ni popolna, ker Božja volja oziroma Bog je sam po sebi nerazložljiv. Ne moremo ga z besedami opisati. Lahko se še tako trudimo in se mu ne bomo mogli približati. Po drugi strani pa ga lahko zaznamo, če se dovolj umirimo, lahko zaznamo v sebi nekaj, lahko rečem močnejšega, globjega od nas samih. In sčasoma, ko je ta zaznava vedno bolj resnična, s tem, ko je vedno bolj globoka, seveda, dovolimo vedno bolj in bolj, da naše delovanje izhaja iz tega izvira, iz Božjega izvira. In torej, naša naloga je, da se prepustimo, torej, da našo osebno voljo zamaknemo na eno stran, probamo nekako, kakor se le da odmakniti,
pa tudi na drugo stran, da s tem dovolimo, da se Božja volja lahko skozi nas zmaterializira oziroma uresniči na tem svetu, ki ga vidimo. Tako. Samo dovoliti moramo tistemu večjemu od nas, da prevzame nadzor nad našim delovanjem. Seveda mu moramo zaupati. In kako mu ne bi zaupali, če je on ali pa ona ali pa tisto cel ocean. Torej, pikica, hočeš nočeš, moraš zaupati oceanu, v katerem se kopaš. Tako, še enkrat. Naj zgodi se Božja volja, ne moja omejena kapljica v oceanu. Ker le tako bomo lahko izpolnili svoje najvišje potenciale, največje želje in ne samo to, dobili bomo vedno tisto, kar najbolj potrebujemo, kar je najbolj primerno za nas in za druge. Ker želje naše same, če izhajajo iz naše osebnosti, so spet omejene in ne vidimo niti, kaj si v resnici želimo. Smo zamegljeni glede tega. Vkolikor pa dovolimo tej Božji volji, da se skozi nas razigra oziroma steče, potem tudi naše življenje steče. In to dejansko brez ekstra napora. Če le dovolimo, da se zgodi Božja volja. Hvala.